Spoštovane dame in gospodje, dobrodošli v imenu EKOCI, ekocivilne iniciative na današnjem posvetu na temo Kaj bomo pa jutri jedli. Štejemo si v čast, da svojo najdragocenejšo dobrino, vaš čas, delite z nami. Za tiste, ki ste prvič z nami, naj se vam najprej predstavimo. V EKOCI, ekocivilni iniciativi, se samooskrbo ukvarjamo že vse od leta 2009, ko smo se prvič zbrali v takratnem ekoparku Nivo v Vrbju pri Žalcu. V naših vrstah se zbiramo, gledamo v prihodnost in ustvarjamo rešitve ter nove pristope, inovatorji, intelektualci, kmetje, vrtičkarji, praktiki kritičnega razmišljanja in drugi pogumni ljudje, ki štrlimo iz povprečja in si upamo razmišljati drugače, svojo glavo. Naše primarno področje delovanja je prehranska samooskrba in smo ekogverilci, branilci narave in zagovorniki ekoloških, sonaravnih pristopov k sobivanju na tem našem lepem planetu. Zaradi prizadevanj članov in somišljenikov EKOCI-ja lahko danes jemo zelenjavo nepravilnih oblik. Brez posebnih predpisov in regulacij gojimo do 50 kokoši. Izdelujemo semenske kroglice, s katerimi pogozdujemo požgane, degradirane in težko dostopne površine. Vsako leto izmenjujemo ohranjena slovenska avtohtona semena v okviru vseslovenskega gibanja Oskrbimo Slovenijo štafeta semen. Sadimo slovenska semena, snujemo aktivnosti in pobude za večjo količino žlahtnjenih in vzgojenih semen v ptujskem infrastrukturnem centru, ki je po naših dolgih prizadevanjih ostal v slovenski lasti. Se učimo v praksah prehranske samooskrbe in vrtičkanju v društvu samooskrbni.net in vsaka omembe vredna trgovska veriga je prepoznala tudi pomembnost hrane slovenskega porekla in jih na svojih policah zagotovila ustrezen prostor. Izjemno cenimo kontinuirano sodelovanje z vzgojnimi ustanovami, kot so fakultete, šole, vrtci, invalidska podjetja in različne nevladne organizacije. Na naših predavanjih in delavnicah se udeleženci redno seznanjajo z novimi izzivi in preverjenimi praksami, ki jim pomagajo pri vzpostavljanju njihove lastne, predvsem prehranske samooskrbe. Ponosni smo na vse doseženo in verjamemo, da je življenje vseh nas zaradi tega boljše. A življenje je dinamično in nas vedno znova preseneča. Tokrat z izzivi na področju varnosti, zato je naša prehranska samooskrba in dostop do kvalitetne domače hrane še posebej pomemben. Tisti, ki ste bili z nami že na zadnjem posvetu v okviru sejma MOS, veste, da se nam obeta hrana, pridelana z novimi genomskimi tehnikami. Če poenostavimo in povzamemo, gojenje gensko spremenjene hrane naj bi bilo vsesplošno dovoljeno v naravi, varnost le-te za človeka in naravo pa do sedaj še ni bila ugotovljena. Zgodba se nadaljuje tudi v naše trgovine, saj potrošnik še sedaj ne ve, katera proizvodna tehnika in kakšna semena so bila uporabljena pri pridelavi te hrane. Zato se tudi ne more informatirno odločiti in za hrano plačati primerno ceno. Žal na tem področju še ne moremo poročati o premikih na bolje. Evropska komisija je pred kratkim odobrila uporabo mokarjev v hrani, kar vključuje prah iz celih ličink mokarjev, obdelanih z UV žarki. Čeprav imajo mokarji visoko hranilno vrednost in so bogati z beljakovinami, obstajajo nekatera tveganja povezana z njihovim uživanjem. To so predvsem alergijske reakcije, vsebljivost škodljivih mikroorganizmov in težkih kovin, vsebujejo pa tudi naravne toksine, ki škodujejo tako ljudem kot živalim. V javni razpravi so predlogi nove zakonodaje na področju kmetijstva, ki neposredno uravnavajo našo prehransko samooskrbo. Področje semenarstva, še posebej ohranjanja naših avtohtonih semen, ni ustrezno urejeno. Vsi trenutni predlogi žal niso dobri in je potreben globok razmislek o tem, kakšno prihodnost želimo. Tudi zato ta posvet, na katerem se sprašujemo, kaj bomo pa jutri jedli. Vabim vas, da z aplavzom pozdravimo naše cenjene goste, ki jih bo kasneje predstavila Irena.
Prisrčna vam hvala, dragi gostje, da ste se odzvali povabilo. Veselimo se, da spoznamo svet z vaše perspektive. Prijazna hvala pa tudi Celjskemu sejmu, ki nas danes gosti v svojih prostorih in nas že leta podpira pri izvedbi naših aktivnosti. K mikrofonu vabim predstavnico podjetja Celjskega sejma, gospodino Ermen Spangel, predsednico uprave. Spoštovani gostje, razpravljavci in obiskovalci, z veseljem vas pozdravljam na posvetu tudi v imenu družbe Celjski sejem in se zahvaljujem iniciativi Ecocij za v bistvu dobro temo posveta. To vprašanje ni le tema te razprave, ampak ključno vprašanje za našo prihodnost, za nas, naše otroke in našo družbo. Kot mama dveh odraščajočih otrok se vsak dan soočam z izzivi sodobne prehrane, hitrega tempa, kakovosti hrane, vse pogostejših intoleranc in izgubljanja znanja o predelavi, pridelavi in pa kuhanju. Kot organizator sejma se zavedam, da hrana ni le osebna izbira, temveč temelj družbe in pa gospodarstva. Sejem je prostor povezovanja. Tukaj se srečujejo proizvajalci, potrošniki, inovatorji in odločevalci. Skupaj lahko poiščemo rešitve, kako zagotoviti zdravo, trajnostno in dostopno prehrano za prihodnje generacije. Hvala vsem, ki ste danes tukaj, želim vam uspešno in navdihujočo razpravo in pa dober obisk sejma. Hvala. Afriški pregovor pravi, če želiš iti hitro, pojdi sam, če želiš iti daleč, pa pojdi skupaj. Zato vabljeni tudi vi v naše vrste. Med posvetom bo po dvorani krožila tako imenovana lista prisotnih, s katero vas vabimo, da nam zaupate svoje ime in elektronski naslov, da vas bomo lahko obveščali o nadaljnjih aktivnostih društva. Obljubimo, da vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Na tej isti listi pa je tudi 5 tematik, s katerimi se bomo ukvarjali na posvetu, ob njih pa so navedene naše pobude. Prosimo, da na podpisnem listu označite, s katerimi pobudami se strinjate in s katerimi ne. Na ta način bomo prijeli vaše mnenje in ga posredovali odločevalcem. Svoje pobude in vprašanja lahko zapišete na liste, ki so v košarici, ki bo prav tako krožila med vami. Vkolikor nam bo čas dopuščal, bomo te naslovili na koncu posveta. Bomo pa, tako kot je že na vseh naših posvetih običaj, vaše pobude in tiste, ki jih bomo stkali na tem posvetu, zbrali, jih pisno posredovali ustreznim odločevalcem v preučitev in jih pozvali, da jih vključijo v zakonodajo, tako da vaš glas res šteje. Prejete odgovore bomo objavili na naši spletni strani www.ecocij.si. V tej omenjeni košarici pa boste našli tudi semena. V okviru vseslovenskega gibanja Oskrbimo Slovenijo štafeta semen, namreč potekajo tudi izmenjevalnice semen, ena je pravkar potekala pred dvorano. Tokrat vam v našo zahvalo za vašo prisotnost ta semena podarjamo. Prosimo pa, da vzamete le en zavitek na osebo, da bo semen dovolj za vse udeležence. Svoboda ni odsotnost omejitev, temveč možnost, da kreiramo našo prihodnost. Vsako dejanje, če tudi drobno, vsak korak, če tudi majhen, vsako seme, če tudi po nesreči posejeno, šteje in prispeva k našemu skupnemu cilju, trajnostnemu in samooskrbnemu življenju. Ali kot pravi Helen Keller, ko se združimo, smo nepremagljivi. Zdaj pa začnimo s posvetom. Hvala, Mateja. Hvala, Mateja. Prav prisrčno pozdravljeni. Z velikim veseljem pozdravljam častne goste, predstavnike medijev. Danes brez medijev demokracija ne deluje in sem prav vesela, da dejansko ste se udeležili predstavniki v mediju tako velikem številu. Hvala vam.
bo pa tega gradiva kar za nekaj člankov, tako da se kar pripravite. Imamo pa tudi gospoda Dobrina, ki bo vse to posnel, ker je zelo veliko informacij, tematika je zelo težka, tako da vam bomo v najkrajšem možnem času poslala tudi celoten posnetek, da boste lahko naredili kvalitetne članke za naslednje pol leta. Z velikim veseljem pozdravljam naše častne goste, doktorja Jožeta Podgorška, na katerega smo prav posebni ponosni, kajti prav on je bil minister v času, ko smo se pol leta bojevali za Ptujski seminarski center, da je ostal v slovenskih rokah in je uspel to spraviti čez zakonodajo, tako da je zdaj Ptujski seminarski center naš v državni lasti, tako da en velik aplavz. Iz Kmetijskega inštituta pozdravljam doktorja Petra Dolničarja, ki je se žlahtnil kar 17 sort krompirja. Od tega je vedno, gospod Dolničar ve, kaj naslednjo sledi, da na trgu ga je samo 5 sort za dobiti, in da bo priporočeno listo krompirja vsako leto opiše tudi tuje sorte krompirja, kar mu nikakor ne moramo dopustiti in še bo naslednjič tudi to slišal, kajti semena, ki zrastajo v Sloveniji, bo povedala naša Fanči, tako da en velik aplavz za gospoda doktorja Dolničarja, ki se skupaj z ekipo trudijo in doktorjem Darkom Vernikom in ekipo, ki je, Darko, če ostaneš, če si tu, da te vidijo, evo, vse trudijo za slovenska semena. Hvala vam. Za slovenska semena se tudi trudi naša Fanči Perdih, ki je prva semenarska hiša v Sloveniji, ki prideluje ekološka semena in ima preko 20 pridelovalcev za semena, ki zrastejo v Slovenijo. Semena, ki zrastejo v Sloveniji, so prilagojena našemu okolju in zrastejo brez kemije. Fanči je tudi velika podpornica in uresničevalka biodinamike, tako da FFS tam proizvajalci nič ne zaslužijo, tako da hvala Fanči, pogumno naprej. Aplavz. Z nami je tudi spoštovani Stojan Praprotnik, direktor razvojne agencije Savinja, ki se na spodnji Savinjski dolini in širše trudi, da v vsak projekt spravi v lokalno prehrano in vedno opozarja, kaj bo, če bo. In preko projektov so naredili zelo veliko stvari, ki delajo bolj odporne prebivalce Savinjske doline in skrbi za projekti za trajnostno uresničevanje vizije, da imajo prebivalci od tega kaj. En velik aplavz za njega. Z nami je tudi Anton Komat, ki dejansko, mislim, da ga vsi poznate in nam je med prvimi že tam okoli leta 2005 začel odpirati oči, zakaj se sploh gre, ko še sploh večina ljudi ni razumelo, kaj se sploh dogaja na globalnem trgu, kakšne vplive imajo to za nas, tudi za tiste, ki pravimo, da nas politika ne zanima, še kako smo odvisni od nje, karkoli se naredi, pa tudi tisti, ki pravijo, da televizije ne gledajo, tudi to ne pomaga, ker se vseeno dogaja. In če nisi pripravljen, še manj veš, in če ne bi bili pripravljeni, tudi ne bi bilo tako mogočnega gibanja samooskrbnih in biodinamikov in vseh, ki se trudite za boljši jutri. Tako da hvala Tone, da si nam odpiral in še nam odpiraš oči. Dobrodošel. Sem pa vesela, da je z nami tudi danes Marjan Kogelnik. Skupaj smo začeli pot Ekocija, kako se nasprotja za višji cilj lahko privlačijo, lahko vidite tukaj med nama. Mi dva smo ustanovitelji Ekoci, on je bolj filozofske narave, jaz operativne, ampak v smislu višjih ciljev dobro sodelujemo že od leta 2009 dalje. Tako da dobrodošel, Marjan. In pa še en aplavz za gospo Ireno Rotar, neodvisno aktivistko samooskrbe, vodja projekta Skrbimo Slovenijo, štafete semen in gonilno silo našega Ekocija, ki bo danes posvet moderirala in ker vem, da se ne bo sama pohvala, jo bomo pač mi, Jane. Hvala lepa. Vsak podsvet ima neke cilje. Kot veste, mi brez veze je vašega časa, našega časa, če nekaj ne naredimo. Jaz sem zelo vesela, da so se danes ti eminentni gosti vzeli čas, ker res vejo, zakaj se gre.
Vi veste, zakaj se gre in skupaj res lahko naredimo dobre predloge. V zakonodaji so kmetijski zakoni, prosimo vse biodinamična društva, da se potrudijo in daje predloge, da bo tudi biodinamika v zakonodaji, da pregledate člene, date pripombe notri, več, ko bo pripomb, boljša bo zakonodaja in če nam zakonodaja ne omogoče samooskrbe na daljši rok, da bo možna. Prvo, gospod Podgoršek nam bo povedal, kaj to pomeni v praksi. Mi imamo danes 5 ciljev. Kot veste, dejansko so dovoljene žuželke v hrani. Žuželke v hrani je sedanja zakonodaja prenesena iz Evropske unije in tam vam bo na zakonodaji celo v kruhu bo dovoljena moka iz žuželk. Se pravi, žuželki v moki, se opravičujem. In pogledajte, gor bojo pisali samo na tistih malih deklaracijah latinska imena. Mi bi se pridružili, če boste vi za to, pa če boste potem to podpisali, bi predlagali, pa se bo tudi pol čez razpravo razvila debata, če še imate kak boljši predlog, ampak za izhodišče, da bi, tako kot so Hrvati predlagali, na vsaki embalaži, ki vsebuje žuželke, bila narisana tista žuželka, ki vsebuje in pobarvan odstotek tiste hrane, tiste žuželke, koliko vsebuje hrana. Vam je ta predlog kot izhodišče sprejemljiv? V redu, hvala. To boste pisali. Potem imamo GSO hrana, kar je lepše ime za gensko nove genomske tehnike pridelave rastlin. To pomeni, da bi 20 genov lahko spremenili, brez da bi bilo označeno ta hrana, niti semena ne bi bila označena, ta semena bi bila prosto lahko tudi v naravo prenešena. Mi to ne vemo, kaj pomeni za hrano, za zdravje ljudi, nekaj za opraševalce, ne za zdravje živali in ne tudi za biodiverziteto. In mi predlagamo, da bi v primeru, ki zdaj se pripravlja sprejetje zakonodaje na evropski ravni, da Slovenija izvzame to evropsko uredbo v izvajanje na način, dokler se ne ugotovijo vse posledice takšne hrane, naj se delajo poskusi v zaprtih prostorih in ne v naravo. Se strinjate s tem? Potem je kmetijska zakonodaja. Mi želimo, in tudi verjamem, da tudi vi, da se sprejme taka kmetijska zakonodaja, ki bo ohranjala možnost samooskrbe na ohišnicah, vrtovih in male kmetije, da radi bi, in to bo nam še gospod Podgoršek pomagal, pa vsi tukaj prisotni, da se najde način, da bi zopet oživili podeželje. Poglejte, robotizacija je tu, umetna inteligenca je tu, kje bojo podeželje? Podeželje pa izumira. Tudi zaradi tega, ker se ves razvoj seli v mesta. Tukaj so idealne možnosti tudi za izdelavo onih 3000 stanovanj, naj se obnovijo te stare hiše, če bi kdo podprl, in bi dejansko lahko oživili podeželje in želimo, da se sprejmejo taki zakoni, ki bojo omogočali svobodno pridelavo hrane, poudarek na trajnostnih metodah in na hrani, ki zraste v zemlji. Ali je to klasično, ali je to ohranitveno, ali je to biodinamika, permakultura, kar je trajnostno in da se na posebnih prostorih v trgovinah nahaja hrana, ki je zrasla na hidroponiki, ki je nastala v laboratorijih, da bo človek in kupec sploh videl, kaj kupuje. In tudi ni pošteno do kmetov, ki pridelujejo hrano, da je na isti polici hrana, solata, ki je zrasla v vodi in ona, ki je zrasla pod milim nebom, po isti ceni, ti sploh ne veš, kaj si kupil. Se strinjate, da se to označi in da se predlaga, da se to na ločenih mestih v trgovinah nahaja. Vse, v redu. Poglejte, potem je pa prehranska varnost. Prehranska varnost je pa tista zadeva, ki vseh nas se dotika. 17.10. je Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za kmetijstvo ugotovilo, da smo prehransko varni le za dober teden, v času izrednih razmer. Ni potrebno ravno, da je vojna, lahko je hekerski napad, pretrgajo se transportne poti, večino hrane se uvozi 80% in mi ne bomo mogli nič kupiti, tudi če en teden ni elektrike. In mi si prizadevamo, da se v državne rezerve dajo slovenska semena na način, da bi se ohranjala na kmetijah
Kajti samo tisto šteje, živo seme, ne? Tisto, ki ga imamo v roke zauzeti, ker je tudi ne bo FFS-ja in bo izraslo tisto, kar dejansko lahko pridelamo na sonaraven način brez FFS-ja. In da se to vključi v prehranske verige. Na lanskem posvetu smo dali, je bilo izhodišče, da smo spostavili verigo od semena do krožnika, tako da lanskoletna prizadevanja so uspela, kajti smo spodbudili Kmetijski inštitut, da nam je naredil dan odprtih vrat na kmetijskem centru na Ptuju. In kaj se je iz tega zgodilo? Ko smo mi videli, kaj oni to delajo, oziroma kako malo delajo, oprostite, kako malo delajo, kar se tiče števila ohranjene semen, 3 do 5 semen, žlahtnijo 3 do 5 let, smo se samo organizirali. Erika, kje si? Erika, evo, Erika. Samo organizirali smo se tako, da smo gibanje štafete semen, skrbimo Slovenije štafeta semen in samo skrbni Sanja Lončar in ekipa in Erika je zadolžena za seminarsko sekcijo, spostavili seminarsko sekcijo in zdaj že 50 ljudi semeni in prideluje in ohranja semena, ki jih bomo potem tudi lahko izmenjali med seboj. In to res veliko šteje, tako da hvala. Tako da vaša prisotnost in vsi skupaj lahko marsikaj naredimo, od spodaj na vzgor, ampak mi hočemo povedati odločevalcem, od spodaj na vzgor ne moramo rešiti sveta, ne? Mora biti okvir, mora iti od zgoraj na vzdolj in se ustvari zakonski okvir, da bomo imeli državo in blagostanje, kot si jo želimo in zaslužimo. In se pravi, to so glavne stvari, poleg tega si pa želimo, da se daje v državne rezerve 50 rastlin, ki so najbolj pomembne za prehransko varnost. FAO to je Svetovna organizacija za hrano, je določil 61 rastlin, ki se najbolj pogosteje uporabljajo. V glavnem mi bi imeli 50 rastlin, mi smo že letos v štafeti semen začeli čebula, česen in tak naprej, kar je slovenskega porekla, bob in kar se da dobiti in želimo, da se to spravi v državne rezerve in da se to tudi propagira od semena do krožnika in spostavi veriga. Mogoče smo malo predolgo za tole, ampak moramo vedeti, za kaj se borimo, ne? To je za izhodišče. To pa upam, da dobimo še nove predloge, ki jih upišete noter, karkoli vam pade, da bi se lahko pripomoglo s pozitivnimi rezultati. Napišite noter, bomo vprašali naše goste in jih dejansko spodbudili, da bomo to dali naprej. Kot veste, tudi bom podala par teh zadev, gradiva si še lahko tole malo pogledate, ne? Se pravi, kot veste, po čričkih in kobilecah so zdaj na vrsti še mokarji. Mercosur, ta je kontravezni trgovinski sporazum, ki je dejansko napad na naše zdravje, kajti določa, da lahko mi tudi iz naše ljube tovarne FFS-ja izvažamo, kolikor hočemo drugam FFS-jev, nazaj pa uvažamo tisto hrano, ki jo mi ne smemo z našimi FFS-ji špricati, ne. Ampak to dobimo nazaj. Kot veste, so te nove genomske tehnike in te gradiva bomo dali okoli pa tole za podpisati. Sedaj pa, ko v besedi vabim gospoda dr. Jožeta Podgorška, in sicer, da se opredeli do novih genomskih tehnik, do čričkov in da nam malo pove, kje so največje rak rane tele nove kmetijske zakonodaje. Izvolite. Dober dan tudi v mojem imenu, v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Z veseljem sem prišel na ta dogodek, sej drugače, če te povabi Irina, itak nimaš šans, ne. Pa se dotaknimo najprej nekaj let nazaj, ja, res je, reševali smo selekcijsko-poskusni center in tudi tukaj rečem lahko le hvala, tako gibanju kot gospe Irini, ker brez vztrajnosti na drugi strani tistih, ki so pričakovali rešitev, bi se verjetno tudi mi upehali, ker ni bila tako enostavna pot, rešil selekcijsko-poskusni center, ki je bil že prodan tujcem, ne, in ga pripeljati nazaj v slovenske roke in potem na Kmetijski inštitut, ki sedaj tudi upravlja s tem selekcijsko-poskusnim centrom. Tudi sam trdim, da je pomemben del prehranske varnosti in suverenosti tudi semenarstvo. Sam sem bil v dveh kriznih situacijah na strani odločevalcev, tako COVID kot vojna v Ukrajini.
In videli smo, kaj se zgodi, ko se samo za 3 dni, 5 dni prekinejo klasične tržne poti, ko ne prihaja več žito v Slovenijo, kljub pogodbenim odnosom. Ne glede na to, da imamo žita kar nekaj v blagovnih rezervah, da so nosilci dejavnosti tudi z zalogami relativno dobro založeni, ampak samo nekaj dni se ustavi prevoz iz Madžarske v Slovenijo, se Slovenija zatrese. To lahko iz lastne izkušnje povem in zato je prav in tudi vsaj v zakonu o kmetijstvu, ki je sedaj na mizi, kot nova zakonodaja, res podpiramo to vizijo, tudi normo, ki so jo v zakonu napisali, da je prav s 2 besednimi zvezami prehranska varnost in suverenost vezana v Sloveniji pridelani, mi smo dodali še predelani hrani. Torej, da resnično baziramo pri tej prehranski varnosti in suverenosti na lokalne trge, kakorkoli se Slovenija in velik lokalni trg. In ne zagovarjamo stališča, da je zgolj dostopnost do hrane prehranska varnost in suverenost, kajti sam sem že dejal, da sem v svojem preteklem življenju 2-krat občutil, kaj pomeni spremembe na dostopu do hrane, pa če se vrnemo spet nazaj do moke in tako naprej, takrat, ko še ni bilo mokarjev, dovoljenih o njih. V covidu vse smo imeli dovolj, kje smo padali na izpitu, ja tam česar v Sloveniji ne delamo, ja kvasa ni bilo, se to so vsi spomnite. In tudi živilsko-predelovalni sektor se je takrat lotil potem delati kruh iz družin in tako naprej, kot neka nova priložnost, se je na koncu razvila tudi ta dejavnost, ampak prehranska varnost in suverenost je tista, kar imamo v našem lokalnem okolju. In to zagovarjamo ves čas in tudi na podlagi preteklih izkušenj to zagovarjam samo še bolj suvereno. Torej, tudi od semena naprej. In absolutno podpiram pobudo, da tudi semenarski del damo v blagovne rezerve. Kajti, če se nam prekinejo tržne poti. Kaj smo delali leta 2020-2021 ob covidu? Klicali vse slovenske zadruge skupaj z Zadružno zvezo in spraševali, koliko imamo na zalogi, repromateriala, ali bomo lahko zasnovali novo sezono. Ok, smo bili na varni strani takrat. Kaj pa, če bi bila kriza še intenzivnejša, da bi se resnično prekinile poti, globalne poti, kakorkoli že rečemo, bi ostali brez repromateriala. Torej bi imeli zemljo, bi imeli kmete, ne bi imeli pa kaj posejati. In zato je ta pobuda res na mestu. Imamo še nekaj drugih, ampak to ni za to omizje, da bi resnično lahko prehransko varnost in suverenost gradili na tej slovenski hrani. Zdaj omenili se tudi nekatere pobude za zakonsko podlago, od ekološko biodinamiko in tako naprej verige preskrbe s hrano. Na mizi je nov zakon o hrani in zakon o varni hrani in krmi. Kmetijsko ministrstvo je to pripravilo in zdaj ga vsi skupaj pregledujemo. In ta zakonodaja je odprta do, mislim, da 12. aprila in do 13. aprila, en od 2 zakonov. In vas tudi sam pozivam, bodite aktivni v tej fazi, dajte pobude. Preko zbornice smo zbirali pobude za vso zakonodajo, lahko rečem samo, da je bilo za zakon o kmetijstvu surovega materijala, zdaj govorim, neobdelano, ko smo potem na zbornici malo združevali, za okoli 180 strani pripomb, samo za zakon o kmetijstvu. Zdaj jih je 60, ko smo obdelali material, združili pobude in tako naprej. In to je prišlo od kje? Od terena, voljenih organov, vas, kogarkoli, smo spodbujali, resnično spodbujali to komunikacijo, zato, ker je zdaj priložnost. Ko je enkrat zakon sprejet, ga je zelo težko, se ga da spremeniti, se ga da, sam je spet od političnega napora in vsega skupaj. Zdaj je pa nova materija na mizi, ki jo sooblikujete. In jaz tudi sam pozivam k temu delu. Ravno tako pri označevanju, pa se bom počasi pripeljal do vsebine, ker me je gospa Irena spodbudila pri tem. Nove genomske tehnike, novi viri beljakovin, čirički, mokari in še kaj. Zdaj bomo na koncu ugotovili, da tisto moko, ki smo jo včasih vrgli stran, ker je bila polna mokarjev, bomo zdaj prodajali z dodano vrednostjo, kot kaže. In to z označevanjem, da že tudi sam sem tam, da na tistih mehnih etiketah več ti ne vidiš, kaj ti gor piše. Skratka, mi smo, bom rekel, samo seveda tudi nove žlahtiteljske tehnike in tako naprej. Vse to pač prihaja v ta sodoben svet. Ampak, če že uvajamo genomske tehnike v evropski prostor, tukaj je gospa Irena povedala,
To ni nič drugega kot gensko spremenjeni organizmi, ok, samo da govorimo o številu genov ali pa sekvencah, ki se lahko spreminjajo, torej majhen manjša sprememba. Gre pa za gensko spremenjen organizem. Pika. Da nimamo kaj moderovati o tem, temu sicer rečemo nove genomske tehnike. Ne. Tudi sam moram reči, da ko sem bil še minister, smo imeli zelo jasno stališče, tudi pri tem vprašanju, tudi v Bruslju, tudi ko smo bili predsedujoči takrat, ko sem vodil svet za kmetijstvo in ribištvo v Evropi. Ja, lahko se pogovarjamo o novih genomskih tehnikah. Prav je, da urejamo to področje. Ampak, absolutno na način, kot ga je gospa Irena jasno zagovarjala. Vedno smo opozarjali na tveganje, da nove genomske, kot je Evropska komisija je predlagala točno to, kar je gospa Irena že izpostavila. Torej, da ne bi bilo potrebno niti označevati genomskih tehnikah na izdelkih prehranskih, in drugič, da ne bi bilo treba niti presojati vplive na okolje za nove genomske tehnike. To je za nas nesprejemljivo. Tudi takrat bilo in je še vedno. Torej, če že gremo s temi novimi tehnikami, novimi, ne vem, če hoče tudi laboratorijsko meso in tako naprej, v redu, pač prihaja nek razvoj hrane, v redu, prihaja. Ampak ne na način, da bomo s tem zavajali potrošnika. Ne na način. Torej, potrošnik mora vedeti in mora imeti možnost izbire. In dokler bom sam želel kupovati klasično, tradicionalno hrano, pridelano v lokalnem okolju, želim vedeti, katera hrana ta je. In da ne podležemo tem velikim manipulacijam globalistov ali še kaj več, kot v tem delu govorimo. Vsi se otepamo Mercosurja. Tudi tukaj smo želeli, da je tudi ministrstvo skupaj z nami, da nasprotujemo Mercosurju. Tudi ministrico smo prosili. V vedenju, da obstaja veliko tveganje, da bo tudi ministrica preglasovana že na slovenski vladi in Slovenija preglasovana na nivoju Evropske unije. Čeprav vidimo, da ni tako enostavno. Francozi in še nekateri resno opozarjajo na Mercosur. Pa nas tudi nekateri poskušajo tudi iz nivoja Evropske komisije nekako prepričevati, da bo hrana, ki bo prišla v evropski prostor, seveda pregledana, da bo varna, da ne bo ostankov pesticidov, da ne bo, ne vem, antibiotikov in tako naprej v tej hrani. Pa če že rečemo, v redu, sej itak taka hrana mora biti, se to sploh ni vprašanje, se drugače ne sme priti na police. Ampak nam je nekje ključen problem nekje drugje. Da prihaja hrana na evropski prostor, slovenski prostor iz tistih območij, kjer se požvižgajo na okolje, a hkrati v Evropi in v Sloveniji sledimo visokim standardom. Kar se tiče zelenega prehoda, dobrobiti živali in tako naprej, ja, to je za nas nesprejemljivo. Kajti s tem resno spravljamo v težave, ekonomske težave, izgubljamo konkurenčnost proti globalnemu svetu. Mi celo govorimo o deforestaciji, o prepovedi sečne, izsekavanja, celo o pogozdovanju in tako naprej v Evropi. Ja, jaz upam, da bo vsaj v Sloveniji prevladala modrost, da imamo že zdaj 60% površine Slovenije pokrite z gozdovi, da jih imamo morda dovolj, da dajmo vsaj tista kmetijska zemljišča ohraniti za pridelavo hrane, ker jih imamo. Na drugi strani imamo pa pridobili hrano iz delov sveta, kjer vsako leto posekajo pragozda za, če dobro leto samo za pol, če pa samo bolj motorki delajo pa za celo Slovenijo. Tukaj so potem problemi. Nismo več na istih vatlih. Mi v Evropi iščemo visoke standarde in je prav je tako, da je Evropa ambiciozna, da je okoljsko ozaveščena. Nenazadnje tudi kmetje, kdo drug, če ne kmet, si želi trajnostno rabo naravnih virov, vode, zemlje, zraka, se vendarle prideluje hrano v tem okolju. Ampak bodimo v te korake zmerni. Sej vidite, kaj se je na Evropi govorili. Do leta 35 konec motorjev z notranjim izgorevanjem. Ja, ne gre. Mi smo že gotovili, da ne bo šlo. Pa vse na elektriko, na čigavo, na fosilna goriva. Pa če se mi vozimo z dizlom ali pa z benzinom in tako naprej. Skratka, tukaj si želimo ta prehod v zeleno. Vsi skupaj to podpiramo, ampak prehod, ki bo omogočal obstoj slovenskega kmetijstva, verige preskrbe s hrano, tudi živilstva in tako naprej. Pa bom počasi zaključil. Večkrat tudi na glas rečem, da imamo to srečo, da je tudi slovenska živilsko predelovalna industrija ravno prav razvita ali pa ravno prav nerazvita, da mi še vedno delamo mlečne izdelke iz mleka, mesne izdelke iz mesa, kar v tujini ni več čist vedno tako. Saj poznate prehranske afere, pa ne vem, čufti v omaki brez mesa. Pa naziv je bil pa, mislim, to je bil, ravno na področju hrane prihaja do
izjemno velikih ponaverb in ravno potvorba hrane je en svetovni biznis, dejansko svetovni biznis. Ne. In tukaj je zdaj, ker ta potvorba hrane postaja tako dovršena, ne, da jo že težko ugotavljaš. Ne. To pomeni, da moraš imeti zelo jasno mrežo laboratorijev, učinkovite metode, to je skoraj kot doping pri športnikih. Ne. Vedno so korak naprej. Ne. Upam, da ne, ampak vsi smo videli ravno pri kolesarstvu, ne. Po 7 letih se šele ugotovili, kaj so počeli. Ne. Skratka, tukaj je potrebna ta previdnost in vsaj na zbornici v tem trenutku, ko beremo zakonodajo, ne, se resnično pogajamo za to, da bi poskušali vendarle vse to, kar se zdaj pogovarjamo, zapisati tudi v zakonodajo. Ne. Pogajamo se trdo, se roke lomo, vidite, da sem v tej malo poškodovan, ne, hecam se, ni čisto tako, ampak vseeno, trdo se pogajamo v duhu, da vendarle zagotavljamo prehransko varnost na nivoju v Sloveniji pridelane in predelane hrane. Najlepša hvala. Še en medklic, medtem ko se pogovarjamo, ali bomo še imeli avta na fosilna goriva in ali je res največji onesnaževalec krava, ki prdne, 80% plinov povzročijo vojne, baje. Če to drži, ne vem, to ve naš spoštovani Anton Komat in prosim, če opredeliš se, zakaj vraga je tako pomembno, da imamo svojo lastno hrano. Izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za besedo. Jaz sem začel iz splošnih horizontov, v katerih živimo. Torej, ko je moj predhodnik govoril o prevarah v prehrani, glejte, ponujajo nam trajno ekološko mleko. Trajno, pa še ekološko. Ampak če greste kupiti belo barvo za zid, ima tudi rok trajanja, ne? Torej, barva ima rok trajanja, mlek pa ne. Kje je tle kakšna ekološka zadeva, meni jasno. Da ne rečemo o teh žužkih, ki je bilo omenjeno, da je včasih so bile tone moke zavržene zaradi prisotnosti ličink mokarja, ne. Pa da imamo pa še fižolove ličinke, fižolarja pa graharja jest, no. Ali so te ljudje bolani tam v Bruslju ali so samo psihopatsko naravnani, kajti vsak, ki ima majčkeno pojma o hrani, ve, da je hitin neprebavljiv za človeška prebavila, oziroma da je izjemen alergen. Da ne govorimo o ostalih komponentah, ki jih te žuželke imajo, ne. Konec koncev, če en primer povem, kako je stik z oblastjo včasih zelo težaven. Torej, nekega dne sem se peljal iz vlakom do Ljubljane, ob nekaj 8 zjutraj, me kliče predsednik komisije za kmetijstvo državnega sveta in rekel, kje se nahajam, če imam čas prijeti ob 10, ker bo v razprava v državnem svetu te komisije glede novih genomskih tehnik. To je itak še ena prevara, torej nove genomske tehnike, istogenska tehnologija. No in zanimivo je bilo to, da je bilo tam, mislim, da 11 članov te komisije, jaz sem prosil za slabo uro, da sem krajše predavanje o CRISPR tehnologiji, ki je pač tista, ki ima to nalogo v teh tehnoloških krogih. Moram reči, da so poslanci zelo pozorno poslušali in so vsi soglasno glasovali proti. Torej vidimo nekaj bistvenega. Politiki odločajo o nekih stvarih, o katerih pojma nimajo. In potem jasno pride razni šepetalci, da ne govorim o kakšni korupciji, ki je vedno v igri, posebej pa, če se premaknemo do Bruslja, je itak leglo, norost je tisto, kar je Boštjan Zupančič že pred leti napisal, norci vladajo, pametni pa norijo. To je dobesedno. Torej, tisto, kar jaz predlagam, je popolno opolnomočenje lokalne skupnosti. To, kar se zdaj prizadevate vsi, torej vzpostaviti sistem, ki bo vzporeden, ker so te inštitucije, ki zdaj delujejo, so zastarele ali so nefunkcionalne, ali so pa skorumpirane do konca. Skratka, preden vključite poročila na televiziji, predlagam, da se posvetujete z zdravnikom in farmacevtom. Ker to je zelo nevarno, kajti živimo v tem, kot jaz pravim, bermudskem trikotniku, v vsakem našem stanovanju,
poznamo Bermudski trikotnik iz Karibov, ne, tam zginejo ladje pa avioni, v našem domačem Bermudskem trikotniku pa zginejo duše ljudi, pa tudi telesa, ko ljudje zbolevajo. Ta Bermudski trikotnik v naših domovih ima 3 točke, kavč, ki je simbol lenobe, televizor, ki je simbol stresa pa lažnih informacij, in jasno hladilnik, ki je vir industrijsko pridelane hrane, oziroma producirane hrane, ki nima veze več z naravo. Torej vidimo, da v izogib lažnim informacijam sem jaz dal že dolgo nazaj neko poenostavljeno geslo o tej naši povrnjeni suverenosti, kajti glejte, koliko so pomembna semena. Kmet ima lahko 200 hektarov ali pa 500 hektarov zemlje, pa ne vem, koliko konjski traktor, če nima semen, ni suveren. Je odvisno od tega, bodo korporacije dostavljati semena ali bodo semena predmet špekulacij pa izsilevanja neke dežele. Torej, če ne boš priden, ne boš semen dobil. To je zelo nevarno področje, zato je semenarstvo ključ za preživetje nekega naroda. Zdaj jasno, ta moja poenostavitev, ki se da tudi hitro zapomniti, gre takole, naj bo kmet zdravnik, naj bo zdravnik učitelj in naj bo učitelj kmet. Torej imamo rezoniranje v krogu. Naj bo kmet zdravnik, pomeni, da bo kmet pridelal hrano, ki podpira zdravje. S tem potrjujemo Hipokratovo geslo, naj bo hrana tvoje zdravilo. Glejte, Hipokrat je marsikaj vedel, kar smo danes že pozabili. Torej, kmet zdravnik pomeni, da bo podpira ta hrana, naj bo hrana tvoje zdravilo, oziroma si, kar ješ, kot pravijo hindujske modrosti. Naj bo zdravnik učitelj, pomeni, da bo zdravnik učil, kako živeti, da ne bomo zboleli. Ne, da je medicina postala sužnja neke farmacevtske korporativne naveze po svetovnem merilu, medicina rabi osamosvojitev, da se odcepi od tega incestne naveze z farmacevtskim velekapitalom, torej tudi tle z našo pomočjo. Če vemo, da je v kurativi vloženega 98% vsega javnega denarja, v preventivi pa morda 1% ali pa 2%, potem vidimo, kje je luknja. Torej, v izobraževanju tako zdravnikov kot ljudstva, kako živeti, oziroma, kar pravi Hipokrat, drugi stavek, bolje preprečevati kot zdraviti. Spet še ena modrost, ki jo ne upoštevamo. No, in naj bo učitelj kmet, pomeni ne, da bo glavni predmet v šolah agronomija, ampak da bodo šolski programi temeljito reformirani, da se bodo otroci učili znanj, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah sodobnega sveta. Ne, da favoriziramo piflarje in da so vsi inteligentni otroci predmet psihologov, psihiatrov in tako naprej, ker so moteči v tej filozofiji poneumljena, ki jasno temelji na piflarjih in na reprodukciji obstoječega, ne pa na produkciji novega. Zdaj, opolnomočenje lokalne skupnosti. Mi v Domžalah smo ustanovili društvo, že 3. leto delujemo, vrtov je 40, članov je preko 100, ampak to društvo deluje, ne samo, to ni društvo vrtičkov, veste, to je društvo kot izobraževalni center. Mi letos delamo nove objekte, mi smo to dobili neverjetno odobritev iz evropskih skladov, torej finančno pomoč za sonaravno pridelavo. In jaz tudi, ko predavam te stvari, povem, ne samo, da pridelaš, če imaš svoj košček zemlje, zdravo, živo, sezonsko hrano, ampak, ko sem prej govoril o kavču, imamo s tem zastonj fitness, zastonj solari in zastonj savno, če vroče. Torej, 3 stvari, ki človek plačuje, ki ga industrija zaslužni s tem paniko glede zdravja, on zdaj plačuje storitve, ki nam narava zastonj nudi. To si napisal tudi v knjigi, ne? Kako se imenuje? No, jasno. Kako se imenuje tvoja knjiga? Ta knjiga je Zemlja, voda, seme, no in moram to povedati kot dokaz, tistega dne sem se vozil proti Dolenjski, sem vrtil na radiju neke postaje in sem slišal en ženski glas, ki je rekel, lačni pa že ne bomo pa nivo prodali. Mislim, jaz sem se zgrozil, ko sem slišal ta stavek, da bo vprašanje lakote reševano s tem, da bo se zemlja prodala nekim investitorjem v ne vem kakšne trgovske ali pa obrtne cone, potem sem se usedel in sem napisal knjigo Zemlja, voda, seme.
od tistega dne je knjiga nastala in je tudi šla in je že polna tista razprodan. Torej vidimo, da je deluje neka taka gesla. Mi moramo prisiliti politiko. Glejte, nekoč je bila teza, ko je bil še Bruselj drugačen, veste, Bruselj se je pokvaril od takrat naprej, ko je Barroso prevzel krmilo Evropske unije. Dokaj je bil Romano Prodi, je bil Bruselj čudovita zadeva, krasna zakonodaja je tam prihajala. Čim imamo oblast bankirjev skozi stranska vrata not prišli in začeli s svojimi metodami, se je prva stvar, se je počistila okoljska zakonodaja, torej konkretno švedska okoljska ministrica oziroma sekretarka Margot Wallström, prva stvar, ki se je odstavili, ker se je drznila zapovedati, da bojo evropske reke tako čiste, da bo otroci plavali v teh rekah in to vodo lahko pili. Konec je bilo, ne. Torej, tako je padlo nemilost in je letela iz službe. Torej, opolnomočenje lokalne skupnosti, ustanavljati na lokalni ravni zadruge. Glejte, zadruge so dobile en čuden sloves, kao da je to nek ostanek nekega sovjetskega modela socializma oziroma komunizma, da so neke petletke in to zadnji. Zadruga je najbolj živ organizem, ki ga lahko mali kmet ustanovi. Mi smo v Sloveniji naredili največji etnocid v zgodovini tega naroda, od 91. leta do zdaj, propadlo je 18.000 malih kmetij. Si to predstavljate? To je propad, enosmerni propad. In vsa ta zemlja je pozidana z nekimi trgovskimi centri, nekimi gigamarketi, ki so itak od danes do jutri. Vse kapital pride pa odide, ne? Ampak če pa enkrat zemljo zabetoniraš, potem se tle posledice tudi na vodni varnosti, in prehranski in vodni varnosti države. In mislim, da je ravno v tem, da je mali kmet v svetovnem merilu, pazite, temelj prehranske varnosti sveta so mali kmetje. Ne veliki, ki imajo 200 hektarov pa 300 krav. Mali kmetje, ki operirajo z procentualnem smislu nekako 30% vseh virov imajo, če zdaj govorim zemljo, vodo pa energijo, in prehajajo 70% sezone populacije. Vse te velike giga farme imajo pa minimum, imajo pa prehransko zmožnost nekaj 30% svetovne populacije. Jasno, ker smo mi v Zahodu tudi padamo pod te verige in tveganja so bila prej lepo povedana, da se lahko ta veriga čez jutri prekine. Kajti, morate nekaj vedeti. Danes je hrana postala predmet prvovrstnega političnega izsiljevanja. Če ne boš priden, boš lačen. Če ne boš priden, ne boš dobil semen. In se ne čaka, da se do tega zgodi, kajti, glejte, ko se lahko čez noč zgodi, da bodo police marketov prazne, imamo primere sveta, ko se je to zgodilo, pride v parih dneh do ropanja vseh trgovin, do ropanja skladišč, pride do nemirov in zakona ulice. Tolpe prevladajo in potem adijo prehranska in kjerkoli varnost. Toliko, da malo dramatiziram to, kar je bilo povedano. Hvala. Saj je res, se strinjate z Komatom. Res je. Stojan Praprotnik, kako opolnomočiti lokalno skupnost in kje so vaše dobre prakse? In kaj menite tudi o tem, kaj smo se zdaj pogovarjali? Kar je povedal gospod Podgoršek, pa kar je povedal gospod Komat. Hvala za besedo. Najprej, dejansko, ko sem razmišljal o tem, kaj pravzaprav je od prejšnjega leta do letos novega, me je razveselilo predvsem to, da vidim... Takle boljš? Ja. Hvala, se opravičujem. Torej, od lanskega leta do letošnjega leta me je razveselilo predvsem to dejstvo, da vidim v naših vrstah, bom rekel naših, veliko mladih ljudi. Ne moramo preprečiti tega, kar so moji predhodniki govorili, ne moramo se boriti proti velikim korporacijam, te bojo na nek tak ali drugačen način uspele, deloma, lahko pa prispevamo svoje z
tem, da prenašamo tisto, kar je najmočnejše orožje, to je znanje. Se pravi, znanje naših prednikov, znanje naših tistih, ki znajo oziroma z zdravo kmečko pametjo, z ZKP, smo včasih rekli temu, tudi ustvariti to, da si lahko sami pomagamo. Evropa se je v zadnjem času, sploh zdaj v zadnjem mesecu, se preusmerja na neke strateške usmeritve, ki jih mora nekako izkoristiti pred ostalimi svetovnimi silami, ali pa bom rekel tudi kontinenti na drugih oziroma playerjih na drugih koncih sveta. Kaj to pomeni? Da tudi v tehnologiji gremo v to smer, da izbiramo strateška področja, kjer bomo konkurenčno prednost lahko izkoristili. Jaz ocenjujem, da teh je na evropskem kontinentu vedno manj. Tako kot v kohezijski politiki to poskušamo uveljaviti in je zdaj tako imenovana platforma strateških tehnologij bo uvedena kot novi cilj v kohezijski politiki, bo treba verjetno tudi v kmetijski politiki uvesti tiste strateške usmeritve za naše področje, za našo malo Slovenijo, ni mala, če mora prehraniti tudi 2 milijona ljudi. Torej, z znanjem, z nekimi strateškimi usmeritvami spodbujati tiste, ki so uporabniki oziroma tisti, ki so, bom rekel, kupci teh izdelkov in tisti, ki so proizvajalci teh izdelkov. Seveda, jaz upam, da ne bo treba enkrat, tako kot smo vodo dali noter za vsak slučaj v ustavo, pravico do vode, da bomo morali kdaj dajati, si ne predstavljam, tudi pravico do zdrave hrane, oziroma pravico pridelovati to hrano. Upam, da ne bomo tako daleč prišli, pa če bo treba, bomo tudi verjetno to morali narediti. Dejansko je pa znanje tisto, ki si ga prenašamo iz roda v rod, ki ga oplemenitimo in nekako konkuriramo potem tistim novim tehnikam, tehnologijam in ostalim stvarem, ki jih ne moremo preprečiti. Jaz žal rad bi, da se to prepreči, pa da se ustavi, vendar tega trenda svetovnega ne bomo mogli. Proti njemu pa lahko gremo na ta način, da z svojim znanjem, z svojimi izkušnjami delamo in ozaveščamo ljudi, da se bodo temu tudi nekako bolj posvetili. Naj v naslednjih letih ne bo več ljudi, ki bojo rekli, da kruh raste v trgovini, da zelenjava se pridela v skladiščih veleblagovnic in tako naprej. To se mora praktično zdaj ozavestiti na tak način, da to moramo tudi sami pridelati. In tako kot je gospod Komat rekel, dajmo iz kavčev dol, ne toliko televizije in IT tehnike gledati, ampak dajmo v naravi se tudi rekreirati. To bo tisto, kar bomo lahko mi prispevali kot mala stvar. Se deloma strinjam, da se politika dela od zgoraj dol, ampak mi pa delamo z raznimi mehanizmi, kot so CLLD in podobne zadeve, od spodaj navzgor. Mi vemo, kakšne so naše potrebe, mi vemo, kaj hočemo in mi bomo mal po mal tudi lahko diktirali tiste predloge v politiko, ki jo naj potem tudi država in pa Evropska unija posledično nekako vgrajuje v svoje dokumente. Seveda, jaz se strinjam, da je včasih zelo težko politiko spremeniti oziroma zakone spreminjati, vendar to ni taka stvar, ki bi ostala, bom rekel, zabetonirana za naslednjih 5 let, ampak se tudi ta bo morala vedno hitreje glede na pogoje, ki se nam postavljajo, tudi spreminjati. Toliko samo.
Hvala lepa, se strinjate z njim? Tudi mi se strinjamo z njim, zato aktivno delamo. Oblast dela to, kar želi ljudstvo, ampak ljudstvo mora najprej vedeti, kaj želi in biti aktivno pri tem. To dejansko mi počnemo in tudi mi smo že dali veliko pobud, kjer bi lahko Slovenija bila konkurenčna prednost. Dali smo že pobudo na vsa ministrstva, da bi Slovenijo razglasili za ekocono Evrope ali eno ekoregijo Evrope. To nam bi pomenili veliko prednosti, ker imamo 60% gozdov in tako naprej in bi lahko imeli dodano vrednost na ekološki hrani, na turizmu in ne bi bili pod tem okriljem te bruselske birokracije v taki meri, kajti kot nam je uspelo Svetovni dan čebel spraviti v življenje, po takem principu bi to morali narediti. Kot je povedal Stojan, lokalna skupnost je tisto, kar šteje. Poglejte, mi smo v tem času izgubili kar za eno celo generacijo znanja, kajti tudi mi smo krivi, naša generacija, malo starejša, jaz sem že malo v letih, da nismo naučili prenosa znanja, ker je potekala ta industrializacija, otroke tudi sedaj vozijo v supermarkete pa prodajne centre, namesto poiskati najbližji izvir in kako se pridela hrana, razen svetlih izjem, ki jih imajo tamle Slovenska Bistrica in tako naprej, ne. V vrtcu boste pa slišali pri pohvalah in to, kaj se da pa narediti, bo pa predstavil Marjan na primeru oskrbovalnice, kako povezati direktno kmeta in kupca, kako to dela v okviru oskrbovalnice ekipa zagnanih ljudi. Hvala. Ja, oskrbovalnica je nastala zahvaljujoč tudi Antonu Komatu, našim druženjem pred leti, ko smo se srečevali na takih podobnih dogodkih, ko smo rekli, da pravzaprav moramo postati del rešitev, ne pa del tistega, da ves čas obnavljamo, kaj bi morali, pa kaj ni, pa kaj vse narobe, ne. Se pravi, združili smo nekje znanja, izkušnje in zdaj vse od covidnega cajta naprej, mislim, da 3 leta zdaj že prostovoljno delujemo, združujemo kmete, nekje okrog 150 jih imamo v bazi, pa okrog 3000 naročnikov. Zdaj eni so redni, drugi niso, se pravi, predvsem so ti, menjavajo se sezonski, ti, ki so neredno, a ne. Nekaj je pa kar rednih, kar dosti, se pravi, obvladujemo Primorsko, od Kopra proti Ljubljani, Koper, Sežana, Nova Gorica, Vrhnika, Ljubljana, Gorenjska, Stražišče, Mavčič, Tržič, Savinjska, Žalc, Celje, nekateri kmetje pa po svojih rutah grejo tudi širše, pač vezano na sezono, kakor se jim modi kaj prodati. Zdaj, jaz bi tole najprej rekel to, da mi lahko imamo seme, pa lahko imamo zakonodajo, pa lahko imamo vse prerihtano, ne, sam kmet mora pa še vedno to znati prodati, ne. In če naš kmet ni konkurenčen z individualnim nastopom na trgu, je treba pač združevati to, ne, in iskati, kje so rezerve, da najdemo tisto učinkovitost, ko lahko cene pridejo tudi, rekel, za kupca bolj pristopne, dostopne in tako naprej, pa da še kmet še vedno preživi, ne. Ker, ja, kmet je v izginevanju, ne. Se pravi, ena osnovnih idej ali pa motiv je to, da pomagamo kmetu. Seveda ne smemo pozabiti tudi na slovenskega kupca, potrošnika, ker ni samoumevno prehranska varnost niti ne za kupca, ker kupna moč se tudi niža, a ne. Sam sem bil že enih parkrat, ali pa smo bili družinsko v tej situaciji, ko preprosto tudi, če sem bil tako zelo prepričan in kakšna je zdrava hrana, ko si je nismo mogli privoščiti, ne. Žena je bila 2-krat brezposelna in preprosto, ja, smo šli v Lidl in smo šli pa smo rekel, prvo je trebuh, ne. Tako da Si prizadevate naprej. ja, Za ja. direktne poti od kupca do kmeta. Oziroma od kmeta do kupca. Točno to, ja. En velik aplavz. Panči v Perdih, brez semen ni hrane. Kako to, da si se pred 200 leti odločila, da greš po tej
trnovi poti naprej in kakšne so sedanje izkušnje, recimo, če povzameš od lanskega do letošnjega leta izkušnje glede ljudi, sodelujočih, pa glede trga, glede semen, če malo ta vidik orišeš, prosim. Ja, tako, pot dejansko je trnova. Če bi danes vedela, kaj me čaka, takrat pred 18 leti, ko sem začela, ne bi tega delala. Sam pol, ko si noter, pač plavaš, ne? Ker obale ni. Si sred morja in čufutaš. Evo, to je to. Bom šla nekako po točkah, da bom probala čim bolj zajeti vse tisto, kar želite vedeti. Kar se tiče nove zakonodaje. Zakonodaja je sprejeta. Sprejemali so jo več kot 10 let in vseh teh 10 let je več kot 4000 lobistov v Bruslju obračali besede gor in dol, da bi zakonodaja ratala toliko všečna, ne, da jo bojo poslanci sprejeli. Tako da zdaj imamo, kar imamo. Kar se tiče genomskih tehnik, da vam povem, kako ostale države nekako gledajo na to. Večina razvitih evropskih držav ima že več kot 25% ekoloških površin in intenzivno delajo na ekološki pridelavi hrane, od semena pa do pač končnih produktov. Ravno zaradi tega, ker vejo, da je to edina varianta, da se pač izognejo genomskim tehnikam. Pri nas Slovenija že kar nekaj let, zdajle ta zadnjih, caplja na 12% in enostavno ne spravi gor, zaradi tega, ker miselnost ljudi gre od ust do glave, ne gre pa dol do srca. Res je, da je ekološka hrana dražja od konvencionalne, predvsem tiste, ki je pač ponujena v teh velikih trgovskih centrih, kjer pač je tudi kvaliteta nekako je tako, tista roba, ki je dražja, je kvalitetnejša, tista, ki je pa cenejša, je pač temu primerno lahko tudi manj kvalitetna, ne. Vsak se odloča sam na podlagi svojih miselnosti in pa na podlagi pač družinskega proračuna. Jaz bom na vas nekako apelirala, dejansko Marjan Kogelnik in njegova ideja o tej kratki verigi, o podpori kmeta oziroma o tem, da kupci začnejo razmišljati, koga bojo podprli, ko bojo neki v lonec postavili. Ne? Ker tukaj mislim, da se vse začne in konča. Jaz zdajle že 3. leto bijem bitko spraviti naša ekološka semena v kmetijske zadruge. A veste, kaj imam največkrat odgovor trgovcev, ko potrkam na njihova vrata, ko jim začnem pihati na dušo? Po ekoloških semenih, pa po slovenskih semenih, pa ni nobenega povpraševanja. Vsak naj se pri sebi zamisli. Ker če bojo kupci kupovali, bojo tudi trgovci prodajali. In če bojo trgovci prodajali, bojo tudi kmetje potem predelovali. Ne? Ali pa naj se kupci direktno k kmetu obrnejo in bodo lahko dobili, če se bo v bistvu proizvodnja povečala, bojo tudi cena padla. Ne? Tako da tukaj je dejansko ponudba in povpraševanje je tisto, ki uravnava ta naš trg. Ne? Zdaj pa več nas bo kupovalo kvalitetno hrano, bolj bo ta hrana dostopna, isto velja pa tudi za semena. Če bomo mi kupovali naša slovenska semena, bomo tudi lahko jih proizvajali. Ker če pa bo
prodaja semen tako majhna, da se na 10 let obrne, gledajte, pa bomo pa enostavno nehali. Jaz sem še 5 let do penziona. Počasi sem začela tako razmišljati. Zdaj pa vi začnite razmišljati, kaj bo pa kdo od vas naredil. Hvala. Hvala lepa. Dejansko bi se morali bolj zavedati, ne, kaj pomenijo semena, ki so zrasla v zemlji. Gospodje iz KIS-a sigurno vedo, ne, da tudi vsa semena, ki imajo naziv avtohtona semena, ne, in potem, ko jih dobijo, ki je dobila recimo semenarna, ki zdaj ni več v naši lasti, določenih semen, tudi če kljub temu, da je še vzdrževalec, sploh nimajo več, ne, dejansko ne zrastejo v Sloveniji, ne, jih dajo zaradi komercialnih učinkov semeniti na Nizozemsko, nekaj v Azijo in tako naprej, in tista semena, ne, seme si zapolni, dejansko nimajo našega spomina in tudi ne zrastejo brez FFS-ja. Prav tako se pa tudi kmetje ne zavedajo, da tisti donos, ko piše na etiketi, ki jo ima seme, lahko doseže le, če bo uporabljal določena fitofarmacevtska sredstva, določena mineralna gnojila in da je vpet v ta krogotok kapitala, odvisnosti od semen in od fitofarmacevtskih sredstev, ko to pa zraste, smo pa vsi skupaj potem od farmacije odvisni. Ne? No, povej, 2 stavka, ko se vam želimo deliti. Če dovolite, ker je čudovita iztočnica bila, temelj tega je tole. 80% vseh subvencij dobi 20% največjih kmetov. Zakaj ne bi obrnili, da bi večino subvencij dobili tam mali, da preživijo? To je prva stvar. In druga stvar se mi zdi še bolj pomembna, zakaj se ljudem ne pove nekaj, kar je zunaj že zdavnaj znano pa izračunano. Za vsak evro, s katerim kupite industrijsko hrano v supermarketu, plačate še 3 evre drugih stroškov družbenih, zaradi uničene podtalnice, zaradi uničene rodnosti prsti, zaradi uničenih ekosistemov. Vse to so stroški industrijske hrane. Pa dajmo to ljudem povedati, ne pa bo šli, ko bodo ugotovili, da je zdravstveni sistem toliko drag, da je kar 80 do 90% vseh degenerativnih obolenj izvira iz industrijske hrane. Tega ljudje ne vedo. Ja, res je, se strinjate. Tudi zato si mi prizadevamo dejansko za direktno pot od kmeta do kupca, nagovarjamo slovenske kmete in slovenske vrtičkarje, naj kupujejo slovenska semena. Apeliramo na javnomnenjske osebnosti, naj govorijo o slovenskih semenah. Težimo Kmetijskemu inštitutu, da bi dal priporočeno listo semen slovenske sorte, ne tujih sort. Delamo na tem, da bi se že sedaj pripravili na morebitne izredne razmere. Če sedaj vi nimate svojega kmeta, ki vam bi dostavljal hrano, a mislite, da ga boste dobili takrat v 2 dneh, če bo izredne razmere? Če boste zdaj imeli trženjske poti, boste dobili moko, pa kruh, pa tiste, pa kakšno meso. Če ga ne boste imeli zdaj, svojega kmeta ne bo, takrat bo gužva. Verjemite, prej so se v starih časih lahko še kakšnega prešička skrili, ne? Tam v kako lopo. Sedaj imamo računalniški program, vse satelita, vse živali so evidentirane, proti čemer se mi skozi borimo, sedaj hoče še mačke divje čepirati, teda prosim, dajte saj za to pripombo, če za druga ne. Tako da lepo prosim, da delamo na tem, da spostavljamo kratke verige, da spodbudimo kmetijske zadruge, da bo imeli slovenska semena, da izobražujemo tudi to stroko kmetijsko in da imamo že sedaj pred vsakim gasilnim domom v soboto popoldan domačo lokalno tržnico, kajti do gasilskega doma bomo prišli, pa takrat bomo rabili, da kdo dela red. Gospod Peter Dolničar, kak je z genomskimi tehniki, koliko slovenskih semen bomo imeli leta 2030, ki bodo zrasla v Sloveniji, pa če bo Kmetijski inštitut zagnal spletno stran s slovenskimi semeni, kajti sedaj imamo amarant in imamo semenjalnico, kako je zdaj za kmete, pa rabimo nekaj večjega, ne? To so vrtičkarske sorte, rabili bi še pšenico, rabili bi še slovensko koruzo, poleg krompirja, ki bi ga rabili malo več kot 3 sorte, ne? Pa da ne bi bilo tujega. Izvolite. Ja, hvala lepa. No, sem prišel tudi jaz do besede. Pravzaprav kar lepo na koncu
verige kolegov, ker marsikaj je bilo povedano in je fino stvari mogoče malo povezati, pa še dejansko skomentirati, a ne, pa o določenih stvarih ne bi danes razpravljali tukaj, kot je priporočena lista, ker je mogoče preveč specifična stvar, a ne. Bi pa rekel tako, a ne, da o NGS, novih genomskih tehnikah, morda po koncu, prej bi želel vseeno pogovoriti nekaj na povezavi dejansko s tistim prvim naslovom, kaj bomo jedli v prihodnje, a ne. Seveda, kaj bomo jedli v prihodnje, je povezano s tem, a ne, kaj bomo imeli v prihodnje, zagotovo, a ne. In že dolga leta govorimo, a ne, da Slovenija, v bistvu, da država je lahko toliko neodvisna, kolikor ima stvari sama v svojih rokah, oziroma ne država, ampak ljudje sami, se to vi sami pravite, a ne. Pomeni, da ne samo seme, začne se pri sortah, začne se pri genetiki, to se pravi, ti moraš najprej imeti sorto, s katero sam prosto razpolagaš, ki ni zaščitena in jo potem lahko razmnožuješ in lahko prodajaš in tako naprej, a ne. Zato potrebuješ inštitucije, ki jih pri nas nekaj vseeno imamo, Kmetijski inštitut ima kar nekaj programov žlahtnjenja in ni samo krompir, je tudi ajda, so tudi žita, je tudi fižol, so tudi stročnice, je tudi kakšna sorta zelenjadnic že bila vzgojena, kolegi iz Ptuja so marsikaj že tudi uspeli vzgojiti, še preden so bili na Kmetijskem inštitutu. Se pravi, ta del mi še nekje imamo, čeprav hvala Bogu, ne, sem spodbudam države še živi, ker če verjetno pa teh spodbud, ki so v zadnjih letih ne bi bilo za žlahtnjenje, pa tudi mi verjetno ne bi bili več med živimi, ne. Drug del je pa seveda potem semenarstvo. Semenarstvo se dela kje, ne? Rabiš podjetje, semenarsko družbo, eno vidimo tule moj na desni mikro nivo Fanči Perdih se trudi, je povedala, kako to izgleda, a ne. Za malo bolj resne, večje zadeve je pa seveda treba imeti v rokah tudi seminarsko družbo, ki je pa žal nimamo več, ne. Slovenci smo žal resnično je katastrofa, kar smo naredili, ne. Vse smo imeli v rokah po osamosvojitvi, z delnicami kakorkoli, prodali smo tovarno sladkorja, ki bi jo lahko imeli še danes, prodali smo živilsko predelovalno industrijo, prodali smo semenarsko industrijo. Jaz sem upal, da bo zgodba se obrnila v času, ko je imela Zadružna zveza, a ne, preko deželne banke v lasti semenarno. To je bila idealna priložnost, da si vzpostavimo svoj sistem, malo večji, robusten, za pravzaprav dejansko kontrolo nad semeni, kontrolo nad celotno verigo pridelave, a ne. Hkrati je Zadružna zveza ima toliko članic zadrug, Fanči je lepo povedala, s kakšno težavo pride tudi mi, z veliko težavo lahko do kakšne zadruge pridemo z istimi odgovori, a ne. Vprašanje je, a Slovenci to hočemo. Zdaj smo ravnali cel čas, razen državnega tega dela države, ministrstev, ki so to podpirala, ki želijo iti v tej smeri, ampak tisti akterji, to se pravi podjetniški del, tudi kmetje, ki so lastniki zadrug in odločajo vsem, ne odločajo direktorji, odločajo kmetje, upravni odbori, ali pa jih je za zamenjati, če oni ne odločajo, da jim direktorji odločajo, a ne, se odločajo narobe. In smo podrli vse skupaj. Kaj se je zgodilo? Ja, izjemno smo hvaležni, da smo uspeli dobiti center na Ptuju. Tako zaradi vaše iniciative kot ravnanj ministrstva. In to je za nas neprecenljive vrednosti, za KIS, tudi za naše strokovno delo, ki ga upravljamo, in za semenarstvo, seveda je, a ne. Ampak hkrati ta semenarna je dobila kar nekaj denarja, prešla v tuje roke. Nam se dogaja, lejte, mi pri krompirju, bom šel pač na svoje področje, ne. Resnično žlahtnimo 15 novih sort, od tega je 8 še kako živih in trdno odlične sorte so in zelo kakovostne seme imamo. 2 leti nazaj smo uspeli, do 3 leta nazaj smo uspeli priti v semenarni na 50-60 ton prodaje slovenskih sort, našega semena. Lansko leto je bilo tega samo še 30 sort, letos so naročili 10 sort in potem še to odpovedali. Ton. To ni nič, a ne? Ampak pri proizvodnji 350 ton semena slovenskih sort, slovenskega semena bi mogli biti takole prodano, ker kvaliteta je z ustreznim, ampak vse trgovske, se pravi vsi dobavitelji semena, vsi prodajalci, večina od njih, Fanči nam pomaga pri ekološkem delu, a ne, so v tujih rokah in rajš prodajajo tuje. Zakaj? Zato, ker tudi točno isto, kot je prej rekla, ker v zadrugah niti ne naročajo, ne. In nam se dogaja kaj? Da kupci trenutno iz semenarne hodijo na Kmetijski inštitut in povejo zgodbo, da jim rečejo, da semena slovenskih sort v semenarni ni, ker jim dobavitelj tega ne dobavlja. In ni pripeljal. Kar je smešno, a ne.
Oni so se odločili, njihov biznis je nekaj drugega in njih ne zanima, koliko energije je bilo vloženega v vzgojo, koliko denarja v vzgojo, kaj ta zgodba lahko pomeni za prihodnjo prehransko varnost, a ne? In za to, kaj bomo jedli mi jutri. A ne? In žal bo treba, ne vem, začeti graditi malo drugače. Ne? Vsi se moramo zavedati, ko je bilo prej rečeno, a ne? Potrošniki, potrošniki, pa tudi kmetje, veliko je na kmetih. Če danes pa vprašaš kmeta, vsak gleda samo nase. Zadruge, vemo, kako so nastale pred drugo svetovno vojno iz potrebe, ker so bili kmetje zadolženi, ker so se združevali, da so sploh rešili slovenske kmete. Še v Krekovem času. In potem je ta zadeva šla naprej, tekom socializma so dobili nek čuden prizvok, a ne? Ki se naprej vleče, ampak bolj za izgovor kot karkoli, ker smo enostavno vsi v Sloveniji podlegali temu kapitalizmu v tem smeri, da vsak gleda samo še nase, noben pa nekakšno resno zadevo. Avstrijci so leta 1995, ko so šli v Evropsko unijo, ustanovili dve veliki organizaciji, ki sta zadružni, ki sta vodilni pravzaprav in pokrivata 95% in imajo celotno verigo pokriti. Zakaj? Tako so se odločili in so šli v to, ampak nekaj drugega je, se pravi, kot bi bil zrak drugačen tam, ne? Se zavedajo, da hočejo to narediti. Pri nas smo pa podlegali te propagandi in žal je tako, da kljub vsem trudom določeni deli so nastavljeni, ampak mi ne speljamo celotne verige, pa ne vem zakaj, no, čisto vedno. Dejansko imamo pa vse v rokah, zadruge, zadružno zvezo, takrat je bilo rečeno, semenarno smo prodali, ker je globoko zadolžena. Jaz sem malo zračunal, če bi 1 cent pri prodani semenu, pa mogoče pri prodanih kupljenih gnojilih, pa vse šlo prek semenarne zadružne zveze, v enem letu bi ta dolg v celoti sanirali. Brez kakršnega koli dodatnih denarja strani države. Vsi pa so nekaj država dej. In to je tisto, kar je problem. Mi se trudimo na inštitutu, še toliko bi rekel, še enkrat, žlahtnenje poteka, mi imamo trenutno pač sortiment svojih sort, ki so zelo dobre in v prihodnjih letih bomo prišli z novimi, tako za konvencionalno kot ekološko, pri krompirju, pri fižolu, trenutno ravno zdaj se pogovarjamo o novem projektu evropskem celo za žita, heterogen material za žita, se pravi čim bolj prilagojen, tudi za ekološko pridelavo in za vse skupaj. Ampak če teh stvari ne bomo postavili, nikoli ta veriga ne zaživela in čez 10 let se bomo isto spraševali. Kaj bomo jedli, pa jutri je pa vprašanje, kdaj je to jutri? A je to drugo leto? A je to čez 10 let? Ker če danes začnemo delati, bomo čez 10 let približno vedeli, kaj bomo jedli. Čez 2-3 leta smo pa obsojeni na to, kar smo, tisto domače, kar je, še to ima dostikrat negativen prizvok, kot je bilo rečeno, kar je absurd. Saj ste vsi že vse povedali, kakšna roba prihaja iz tujine in tako naprej, koliko je kaj kontaminira, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. In tukaj NGS tehnike je pa tako, jaz sem raziskovalec, jaz sem znanstvenik, jaz sem hkrati tudi žlahtnitelj in sem tudi kmet. In jaz sem najbolj vesel, če sorto novo naredimo, mene ne zanima, koliko točk dobim jaz za sorto, mene zanima, da pride kmet pa kup krompir, pa pride nazaj pa reče, ali pa vrtičkar, ali kdorkoli, ta sorta je bila pa dobra, ali pa, ko mi reče gostilničar, odlična je. In to je vsa nagrada in vsa pohvala, ki jo mi rabimo. Ampak če hočemo te stvari tudi za naprej delati, pogoji se zaostrujejo, razmere se zaostrujejo, konkurenca je tudi izjemna. Če bomo mi rekli, mi se nič od tega ne gremo, pri sami vzgoji sort, Nizozemci se bojo pa šli, smo v osnovi 3 korake zadaj. Tako da določene stvari mi že zdaj, vse molekulske markerje že zdaj uporabljamo za učinkovitejšo selekcijo, pa to je samo stvar selekcije, verjetno. Vsakega govorca lahko poslušali uro pa pol, ker ima vsak tako široko razkošje v glavi. Danes imamo tudi dobre prakse, preden zaključim zadevo, podelili bomo podelitev zahval in priznanj ljudem, ki so se zelo izkazali, in sicer Društvo gospodinj Spuhlja, Marjetica, gospa Nataša Belšak ni z nami, so zelo aktivni, profesionalno ohranjajo domača semena in delajo res, vsako seme ima potni list semena in dejansko delajo kvalitetne izmenjevalnice in zaveščajo ljudi, tako da je bolana, da bo mogla prevzeti. Društvo Samooskrbni net je zelo kvalitetno vzpostavila semenarsko sekcijo. Potem vrtci Slovenska Bistrica, navdih, ki združuje 14 vrtcev, otroci jedo lokalno hrano, že decembra začnejo sejati semena v vseh 14 enotah,
potem naredijo štafeto semen, otroci vsak dan gledajo, kako semena rastejo in potem naredijo v marcu ali aprilu prireditev, kjer 1300 otrok nastopa, vsi starši pridejo in potem podarijo semena oziroma sadike staršem in potem skupaj z starši sadijo tista semena naprej, tako da res vsaka čast vrtcu Slovenska Bistrica. Gospa Klavdija Čroh je vodja vrtca Studenice, kjer imajo tudi s posebnimi potrebami otroke, ko pridejo oni, spijo celo cele dneve, tudi takrat, ko je čas počitka zunaj, jih normalno obravnava, vsi so zdravi, ker so skozi v stiku z naravjo. Imajo potujoče vrtičke, vsak otrok ima svoj vrtiček v sadilni vreči, potem, ko so počitnice, ga nese domov, jesen ga prinese nazaj, tako da res vsaka čast Klavdiji. Mateja Brinovec je mentorica v varstvenem centru Golovec, skupaj z svojimi varovanci, pakirajo semena, delajo na gredicah, delajo semenske kroglice in to ljudje, te semena, ki ste prejeli, ki imajo slabše motorične sposobnosti in res srčnostjo to dela in se res trudijo. Med vami je še zelo veliko ljudi, ki bi mogli dobiti priznanje, pa bili pohvaljeni, ampak vsak to dela s tem svojim entuzijazmom. Ključne misli, kar od te, Marjan, ti? Zaključek? Jaz sem že vse povedal, ne. Se pravi, pogumno naprej. Ja, ne, pridružite se, ne. Poiščite oskrbovnica.si, poglejte, registrirajte se, prijavite se, sodelujte, pridite na dostave, podprite slovenskega kmeta. To po moje je edini način, da se ga ohrani, ne, če bomo od njega začeli kupovati. Bravo. Ne. Anton, povej zaključno misel. Ja, malo fiziološko obarvana bo ta misel, gre pa takole, ne, naše zdravje korenini v prsti. Bravo. Stojan, zaključna misel. Ja, samo ta stavek z znanjem in dobrim prenosom izkušenj, dobrih praks se bomo lahko borili še naprej. Bravo, hvala. Panči, zaključna misel. Ja, zdaj ne morem toliko delati, ne, delam več na EPP-ju, tako da trenutno delamo z ministrstvom na eni novi oddaji. O kmetijstvu. Hvala. Čestitke. Gospod Peter Dolničar, zaključna misel. Ja, pravzaprav tem, kar sem prej končal, a ne, kot ste že mogoče videli, ne, predvsem očitno bo treba več delati na povezovanju in na teh verigah vrednosti. Hvala lepa. Tudi jaz apeliram na vse vas, da dejansko razmislite, kako se bomo povezali podobno misleči, kako se bomo povezali v lokalnem okolju, ali bomo se aktivirali, da ne bomo vse razprodali, kar imamo, koliko slovenske zemlje sploh še imamo. Ta v lasti je Vatikana, je v lasti tujih korporacijah, je v lasti ob meji kupujejo tujci kmetije, razpadajoče posestva, da ko pridejo do zemlje, koliko je sploh še slovenske zemlje. Ali bomo zapustili kak košček slovenske zemlje našim zanamcem. Tako da res apeliramo, da vsi, ki smo ozaveščeni, to razumemo in si prizadevamo za boljši jutri. Gospod... A dovolite samo eno besedo morda? A ne, govorimo veliko o povezovanju podobno mislečih, mogoče še bolj pomembno povezovanje različno mislečih. Tako, imate prav, ja, se strinjam. Vsak je fino, če navduši vsaj še jih nekaj, bilo bi fino, če bi tudi Avstrijce malo posnemali, jih povabili na to, da nas kaj naučijo in bi bili tako zavedni kot so Avstrijci, ko še hodijo kar v unih, Unterhoznog pa za nakup. Imejmo to, kar smo se danes pogovarjali v mislih, vsakič, ko stopimo v trgovski center in kupujemo hrano. Dajmo priložnost slovenskemu kmetu, dajmo priložnost slovenski verigi preskrbe s hrano in sem prepričan, da bo Slovenija lepa, ohranjena, poseljena in da bomo uživali hrano, ki je kvalitetna, varna in tudi zdrava za vse nas. Irena, tlele imamo še eno pobudo oziroma prakso. Ja, lepo zdrav. Jaz pa prinesel eno prakso, ki je mogoče zanimiva tudi za naše trgovine, ko smo prej se pogovarjali, da naj bila hrana označena ali je gensko spremenjena ali ni, ne. Jaz sem sodeloval z eno avstrijsko eko trgovino, ne, kjer je vsak proizvod označen razdalja, od kje prihaja. Kilometri, ki pride v trgovino, seveda pogoj ekološko
in še kilometre, je to 10 ali 20 ali 100 kilometrov. In potem kupci ogromno vidijo, koliko je transporta oziroma tega. In to predlagam, da se uvede tudi zakonodaja, ne samo označiti, tudi razdalje. Bomo videli, ali bo jabolko prišlo iz Portugalske, ali bo prišlo iz Prlekije ali kjerkoli. Primer sem dal, ne? To je recimo ena pobuda. Mi smo dali pobude, da naj ministrstvo subvencionira slovensko hrano, se pravi, zdaj v javnih naročilih je zmaga najnižja cena, ne? Da naj namesto kmetom subvencionira ta del hrane, ki je dražja, zato da bojo lahko javni zavodi uporabljali slovensko hrano, ne? To smo predlagali. Še Mateja Žlogar si imela pobudo. Jaz imam drugače več pobud, predvsem o teh novih genomskih tehnikah. Glede na to, da do zdaj v javnosti še niso poznane neodvisne znanstvene raziskave okrog tega, pa me zanima recimo, iz kje se črpa to vedenje in to znanje o teh novih genomskih tehnikah, da jih lahko kar tako brez recimo nekih varnostnih elementov tako plasirajo v parlamentu oziroma v teh strokovnih službah, če lahko se v tem kaj reče, pa da ne bomo imeli potem kakšen masaker čez par let pri naših potomcih, kaj si mislijo predstavniki okrog tega. Gospod Dolničar, odkot se jemljajo materiali za nove genomske tehnike? Vi boste to najbolj vedel. V bistvu je tako, da pri nas novih genomskih tehnik ne uporabljamo, ker zakonodaja niti sprejeta ni bila, ne moramo, pa tudi najbolj še genski materiali nekaj časa. Kar se tiče materialov, je pa tako. V bistvu zaenkrat umetnih genov ni, so malo modificirani, ampak vse, kar se uporablja, nam je dala mati narava. Je tako. Zdaj, ali je to iz kulturnih rastlin, ali je to iz divjih rastlin, ali je to iz ne vem kakšnih ovijalk, iz tropskih gozdov in tako naprej. Vse skratka smo dobili zdaj z novimi tehnikami, določene stvari se spreminjajo. Zaradi tega tudi vidimo pri zdravilih te stvari, vidimo, se pravi pri ogromno mikroorganizmih, kjer pride do sintez različnih, od inzulina naprej vsega. To je pravzaprav narejeno vse pri gensko spremenjenih tehnologij, da lahko človeštvo sploh živi. Zdaj pri hrani so stvari malo drugače, želimo, da tega ni, ampak tudi te nove tehnike, ki bodo, v vsakem primeru bodo delali materialov, ki sicer že obstaja in izvira iz narave. Je pa seveda drugo vprašanje, koliko je sprejemljivo, če gremo modificirati tistih 20 nukleotidov in kaj to pomeni za varnost in za okolje. Sicer pa nismo prišli toliko daleč, oziroma morda so že, pa ne vemo, ker kaj se dogaja po multinacionalkah in po velikih firmah, mi pač ne vemo, ker znanstvene inštitucije stvari javno objavljamo, ker smo dolžni to objavljati, delamo z javnim denarjem, tisti, ki delajo s privatnim pa ne, ampak nam to ni poznano, ta hipa. Mogoče pa doktor Komat, ki ima zelo široko znanje z tega področja, več povedal, kaj je pa kaj ni. Tole prebrala, pa še združil, Tone, samo malo. Še imamo dva mnenja. Boš združil, to je odgovor. Glede mokarjev pa čričkov, Italijani so prepovedali ta del, piše tule v mnenju. In tudi to, kaj nas ovira pri tem, da Slovenija ne moramo razglasiti za ekocono, če bi morda še to ne pojasnil zraven. Jaz bi te poudaril tole, da pri teh novih genomskih tehnikah gre v glavnem za CRISPR, tako imenovano CRISPR tehnologijo, to je kratica. Verjetno se spomnite tiste afere, ki je bila umetno narejena, pa je potihnila okrog zelo glasnega Zika virusa v Amazoniji. Tam so to tehnologijo prvič uporabljali, da bi znižali razmnoževalni potencial komarjev, in takrat se je totalna polomija v ekosistemu, kajti to gre za, kot pravijo pošteni biologi, gre za biološko, kot pravijo v atomski teoriji, verižno reakcijo. Torej, zadeva se sama razmnožuje in se širi v svetlobno hitrost, po ekosistemu, tudi preskakuje bariero vrste. Torej, tista lastnost, ki je
Kot je gospod lepo rekel, ne, noben človek še ni sestavil novega gena. Ne. Gre samo za rekombinacijo, gre za to, da se neke nove kombinacije delajo obstoječih genomov, ampak pri tem gre pa za en trik, ne, torej CRISPR tehnologija gre za en trik, ki ga pa zdajle vas opozarjam nekaj. Zadeva se nekako ustavlja v naravnih ekosistemih, ker ta polomija z Amazonije je bila dosti pomenljiva, se pa zdajle zadeva seli v cepiva, vas opozarjam, bodite pozorni. Gre za autoreplikativne zadeve, ki so v bistvu te CRISPR tehnologije prenešena v neko cepilno tehniko skozi messenger RNA. To morate dobro biti pozorni. Je pa nekaj, ne, tista moja izkušnja odprej, ki sem jo omenil, ne, da politiki, če imajo možnost poslušati, tudi prisluhnejo in tudi glasujejo, tako je treba. Ne. Mi zaenkrat, če nismo, torej sem omenil to komisijo Državnega sveta, Državni zbor pa še ni glasoval. Torej, prvo glasovanje, ki je bilo, je bila sestava nesklepčna, torej da še vedno ta zadeva visi v zraku. Ne. Mi moramo to ljudem povedati, zakaj gre, ne, da gre to za biološko verižno reakcijo, ki je izjemno nevarna, da so posledice popolnoma nepredvidljive in ta bitja, ko so transgenirana, moramo imati kot bitja z drugega planeta. Lepo vas prosim, to ni več, to je izstop iz ekosistemskih regulativ, teh avtomatskih regulativ v ekosistemu, to je tujek, ki se popolnoma nepredvidljivo in nenapovedljivo vede. Dajmo biti majčkeno bolj angažirani okrog teh packarij, ki se dogajajo za našimi hrbti. Ja, tako je, ko smo imeli srečanje na semenjalnici, je bil strokovnjak iz Nemčije, je rekel, atomsko vojno lahko rešimo, tega pa ne moremo, ko enkrat gre v naravo. Posledice atomske vojne. Španče, kaj si še mislila ti okrog tega? Okrog semen. Ja, kar izvolj. Ste tole zaključili, da nam bomo No. skakvali. Okay. Glejte, v bistvu jaz sem že dala tudi pobudo na ministrstvo, kar se tiče teh semenskih zalog in spodbujanja semenarstva. Pravzaprav sem dala koncept, kako bi lahko semenarstvo v Sloveniji zalaufali, ne? Ker namreč lansko leto smo majčkeno prečesavali, kaj se dogaja z spodbudami za semenarstvo, to se pravi tiste subvencije, ki jih dobijo kmetje, ne? Je prišel podatek z ministrstva, da so vse subvencije, ki so bile namenjene za semenarstvo, že prekoračene, ne? Ker je tako, da v bistvu kmet je dovolj, da je vpisan v seme register in dobi subvencijo na površino, ne glede na to, če kaj predela ali ne. Ja, to je to. Se pravi. In v bistvu moj predlog je, da ministrstvo tisti denar, ki je namenjen za semenarstvo, v bistvu naredi v 3 fazah. To se pravi, prva faza je, da Kmetijski inštitut naredi pridelavo pač teh osnovnih zadev v taki meri, da imamo zadostno osnovnega semena za nadaljnjo pridelavo za naslednjih 3 do 5 let, kar se pač pol konstantno v bistvu nadomešča, to, kar se porabi oziroma to, ko pade kaljivost. Druga faza je, da v bistvu se zalaufa semenska pridelava. In tretja faza je, da tisti denar, ki je namenjen subvencijam, se subvencionira nakup v Sloveniji pridelanega semena in s tem bodo kmetje začeli posegati po slovenskih semenih in bo ta kolo sam se začel obračati in nav več v bistvu zadevo treba umetno vzdrževati, ampak bo lepo zlaufala tako, kakor če začneš v bistvu kepo valiti po hribu navzdol. Se strinjate? Še eno vprašanje imamo. Dve vprašanje, tu pa tam. Kar dajte. Ja, lep pozdrav. Antoni je prej omenjal to samoreplikativno tehnologijo. Povedala bi, da je Evropska komisija februarja odobrila Costavije, prvo samoreplikativno covidno cepivo. Ne vem, če veste, podatka zaenkrat nimamo, koliko časa se to samoreplicira, koliko časa ta produkt spike ostane v telesu. Tako da analogija temu bi bila tudi s to novo gensko tehnologijo, ne. Bi bilo treba biti previden. Jaz
prej Irena postavila vprašanje gospodu iz KIS-a o stališču KIS-a do te nove genske tehnologije. Jaz, mogoče sem slabo poslušala, ampak jasnega odgovora gospoda Dolničarja nisem razumela, kaj si KIS misli o tem. Hvala. Ja, Na povejte. KIS-u nas je 270 sodelavcev in KIS-i zelo različno misli o tem. Ne? To se pravi, nekateri seveda se s tem strinjajo, jaz kot žlahtnitelj se do določene mere, kot sem že rekel, s tem strinjam. Pač tukaj je treba jasno reči, ker vidim priložnost, da naredimo nekaj dobrega, ko sem rekel, ob vsej kontroli, ki je. Ni pa še to tukaj, mi se s tem ne ukvarjamo. So pa kolegi na KIS-u, ki se 100% strinjajo z tistimi, ki so pa absolutno proti. Nažalost. KIS pa ne deluje na ta način, da bi oblikovali enotna stališča in potem vsi enotno zagovarjamo nekaj, če ni zadeva nujna, ker potem ne pridemo daleč. V redu, hvala za odgovor. Še vprašanje? Mene pa zanima, če se da kaj narediti v zvezi z zavajanjem kupcev, recimo, odkot je stvar. Jaz sem enkrat v Mercatorju čisto konkretno vprašala enega prodajalca, sem rekla, a mi lahko poveste, kjer korenček je tu iz Slovenije. Pa je rekel, mi imamo tak sistem, da vse, kar pride v naše skladišče, se potem, ko gre ven, označi, da je iz Slovenije. To je en primer. Drug primer je Hofer. Kupila sem ajdo, tri so bile skupaj pakirane, pa piše slovenska ajda, odprem, noter pa piše poreklo iz Rusije. A to si lahko vse prvošil, takole označevanje? To bo gospod Jožef Podgoršek, dobro pozna sistem povedal, lahko še pa jaz dopolnim. Ja. Hvala lepa za to zelo pomembno vprašanje. In jaz sem se včasih, ko sem bil še na ministrstvu, hecal, če je zadnja stvar, ki bom na ministrstvu naredil, bo to zadnja stvar in smo jo res naredili kot zadnja stvar, uvedbo masnih bilanc. To pomeni točno to, odgovor na to so uvedbo masnih bilanc od kmeta do kupca, torej do računa za kupca na koncu v trgovskih centrih. Začeli smo z rdečim mesom, govejim mesom, svežim govejim mesom, tako je. In takrat je bil dogovor, takrat je bil dogovor z deležniki, da bomo potem, ko se bomo naučili pri mesu, šli tudi na rastlinski del. No, zdaj še pri mesu nimamo uvedenega, ampak to pa ni več v moji domeni. Ampak resnično je odgovor na to vprašanje to. Torej, pošteno označevanje, preprečevanje zavajanja s poreklom. In še druge ideje smo imeli in tudi zdaj z vaše strani morda lahko pride kakšna ideja tudi o prepovedi zavajajočega oglaševanja, ko govorimo o slovensko, lokalno, kmečko, kaj se milijon nekih izrazov se pojavlja na tem prostoru. In tudi to je bila ena od idej, da bi zakonsko normirali, kaj se lahko sploh označi kot lokalno, kot slovensko, pridelano v Sloveniji, predelano, ne vem kaj. Ko označitev imamo, to tudi gospa Irena dobro ve, še iz prejšnjih časov službe, da tukaj idej nikoli ne zmanjka. Kako nekaj označiti. Se tudi spomnite vredno enega primera, enih zarezkov, kjer je bilo na embalaži lepo napisano, na eni strani embalaže napisano rejeno, zaklano Avstrija, samo zapakirano v Sloveniji in na drugi strani bil slovenski izdelek. Močno, na veliko napisano, tudi sicer zgodba stara že tam nekje 2017, je bilo to, mislim, da že skoraj 10 let, ampak nima veze. In na koncu smo ugotovili, da je bilo vse korektno, edino, da je bila ena faza predelave malo preveč poudarjena, to je bilo bolj tako, skratka, vse je bilo BP. In zato, ker nimamo urejeno v zakonodaji, na kakšen način lahko karkoli oglašujemo. Točno tako. Se strinjate? Poglejte, povem še iz svojih izkušenj, oziroma zakonodaja je takšna, da če je bilo ena faza narejena v Sloveniji, je lahko potem kar slovensko. Mi se moramo temu upreti in to, kar so bile zdaj dodatne pobude, bomo mi to vse s posnetkov ven izluščili in bomo tudi dali. Torej se strinjate, da si mi želimo zdravo hrano, pridelano v zemlji v Sloveniji. Si želimo to? Bravo. Kaj, še imamo vprašanje? A še boste počakali za 2 vprašanja? Še boste? V redu? Potem pa dajmo. Evo, izvolite. Jaz pa bi samo nekaj rad dodal. Sem kmet, ki je
zadnje čase precej obupan, predvsem nad dogajanjem evropske politike, pa tudi naše kmetijske. Jaz apeliram, da se vzpostavi teritorialna obramba, zato ker živimo pod okupacijo megakapitala. Sedaj nam želijo s temi zvarki pocepiti preventivno vse živali kmetijske. Se je treba vprašati, zakaj. Zakaj nam po eni strani kmetom govorijo, da imajo varna cepiva, ki so za dobro živali, po drugi strani pa nas silijo, da moramo začeti spoštovati te njihove pravila, torej karantene po novem, odlagališča za kadavre, torej tu nekaj ne štima. Imate prav, se strinjamo. Gospod Podgoršek, lahko kaj dodate k temu? Seveda. Hvala za to zelo pomembno vprašanje. Govorimo verjetno o pravilniku o biovarnosti, a ne, na kmetijskih gospodarstvih. To je verjetno ključna tema. Tukaj lahko dodam, da smo takoj po prihodu nove ekipe na zbornico se začeli ukvarjati ravno s tem pravilnikom o biovarnosti, ne. In sem lahko vesel, da smo uspeli odpraviti nekatere bedarije iz tega pravilnika. Vsaj dokler ni neke večje potrebe po tem, da, ne vem, smo skoraj tako popisani, kot sem bil na začetku covida, ne. Kdo je, kje bil, kaj, koga si srečal, s kom si bil v kontaktu zaradi sledenja stikov in tako naprej. Pravilnik o biovarnosti je na začetku predvideval takšne pogoje in ko sem se tudi sam pogovarjal z upravo za varno hrano, sem zelo direktno rekel, veste, spoštovani, vi boste s temi ukrepi zaprli 10.000 kmetij, ne. Pa so rekli, ne, vsi tako strogi pa ne bomo, ko se popravljam, kmetje bodo nehali. Ne samo to, kar ste vi omenili, da je bila obvezna karantena, zdaj mimogrede ni več, ne. Ravno tako ni več obvezno popisovanje vseh obiskov in tako naprej. Zato, ker smo mi te splošne biovarnostne ukrepe, ki jih je uprava za varno hrano naštela kot obvezne za vse tipe rej, ne glede na način, gostoto, nima veze, so mi vendarle spravili na nivo, da se kmetija z biovarnostnim načrtom, ki pa vendarle ga nismo mogli odstraniti, ampak torej ostaja, kmetija sama določi, katere biovarnostne ukrepe bodo izvajali, a ne. Torej, če boste vi napisali, da samo vi krmite tiste svoje živali, pa čisto dovolj, če boste napisali tudi, da ko vstopate v hlev, se preobujate ali kakorkoli že, da imate označbo, da je prepovedan vstop ne ostalim gostom v ta hlev, s tem je sedaj vse v redu. Torej, ampak je bilo zelo veliko truda v to smer narejenega, da ne bomo po nepotrebnem zaostrovali pogoje reje. Da ne govorim še o objektih, ne, ker je bilo potem že v nekih smernicah napisano, da recimo v hlev ne smemo dati nepooblanih plohov ali pa desk, torej, da je to pač, kar se ne da čistiti, kar se ne da prati in tako naprej. In če pogledamo potem vse umete podne strope, ki so v hlevih, pod temi pogoji bi kmetje nehali, pika. 10.000 kmetij bi v trenutku zaključili z živinorejo v slovenskem prostoru. No, in Gospod Podgoršek, a je sploh še mogoče svobodno pridelava hrane v Sloveniji? A moraš izstopiti iz sistema kmetijske registracije, ali te bojo z droni kontrolirali, ali gre za totalni nadzor hrane? Kaj se da narediti, kako bi morali oblikovati sklep, da imamo pravico do svobodne pridelave hrane in da imajo domače živali svobodo? Mislim, ste že povedala sklep, ki je čisto prav. Torej, pravica do svobodne pridelave in seveda tudi do dobrobiti živali. Se strinjate s tem? Je s tem čisto v redu. Kako bi pa ti oblikoval ta sklep? Predlog. Tone, kako bi ga ti oblikoval? Predlog. Še ima kdo kako vprašanje? Meni se prav smilijo te kmetje, ki se z živalmi ukvarjajo pa z nerešljivimi problemi. V resnici bi mogli eno televizijsko oddajo narediti. Če rešujejo revščino, recimo neko družino, ker ne zmore splezati pa se iti normalnega življenja, bi lahko tudi mogoče enemu ekološkemu kmetu pomagali, ker to pomeni, da bi cela Slovenija gledala, sodelovala, strokovnjaki in tako naprej, rešiti nek problem. In na ta način bi se tako, kot v šoli, vse naučili. Ne. To je en tak super predlog, ne zdaj neki ne more, pa ta neki, pa bomo to naredili, pa ta invalidsko.
Dajmo začeti enega ekološkega kmeta, ki reče, jaz bom crknil, če mi ne boste pomagali, če ne bom preživel. Ampak moje vprašanje v resnici je drugačno. Se mi mama vedno rekla, ti sakramensko seme, ki je se pa ti vzela, ne? To se spomnim. Sakramensko seme. Jaz bi sam gospoda Komata popravila, ki je rekel, ne, torej ti si rekel, ješ, kar si, ne? Ampak jaz bi pa pripomnila, da naš moto bi bil, si, kar ješ. Torej, Slovenec, če sem tukaj v tej deželi, pa če tle živim, ne, moram jesti slovensko hrano. Dajmo se vprašati pravzaprav, kdo sem. Si, kar ješ. Hvala lepa za mnenje. Jaz mislim, da smo bili zelo izčrpni. Gospod Davorin, hiter še, ker se našemu častnemu gostu mudi. Davorin, gotovo je, ni več snemaj. Zakaj se ne označuje hrana v trgovskih centrih, če je obdelana z glifosatom? Ja, to pa jaz lahko povem zato, ker je takšna zakonodaja, zato pa moramo zahtevati to. Dejstvo je, da vse te stvari so dovoljene. Še hujše dejstva, ki jih jaz iz prakse lahko povem, je to, da tudi inšpekcija nima, ko ste vi omenila Lidl-Hofer, nima možnosti, da preverja semena pa hrano, ki je bila že v Evropski uniji že pregledana. Kak se tam dogaja, lahko tudi povem iz lastnih izkušenj, da se tam na kaki tržnici z sadjem in zelenjavo potem odločiš, kakšne deklaracije boš gor dal, ko si na tisti borzi. Zaradi tega, ker se preprosto kapital je prevzel vse pore življenja in če se ne bomo borili, bomo še ob tisto malo, kar še imamo. Ste zato, da je v slogi moč, kajti naši predniki so vedeli, da smo odvisni od svojega razuma, od svojega srca, nog in rok in od medsebojnega sodelovanja. Ostjare, bodi mlad pomlajen, bodi močan, Slovenec, kjerkoli si, to je tvoj temelj, tvoja osnova, od tu izhajaš. Tega se moramo zavedati tudi mi in če se tudi vi s tem strinjate, potem sledite mojim kretnjem in naših prednikov. Odvisni smo od svojega razuma. Svojega razuma in ponavljate za menoj. Od svojega srca. Od svojih rok. Od svojih nog. Od vsega, kar nas obdaja. In od medsebojnega sodelovanja in se obrnete k prvemu sosedu. In od medsebojnega sodelovanja ga pogledate v oči, mu podate roko in mu rečete pogumno in vztrajno naprej v sodelovanju s teboj. Hvala lepa.